Spremljali smo delfine v slovenskem morju. Svetujemo, kako za štirinožce poskrbeti v vročih dneh. Spoznavamo živali skozi otroške oči. Pozdravljeni! Današnjo oddajo o živalih in ljudeh pričenjamo na slovenskem morju. Pridružili smo se društvu Morigenost in sicer pri opazovanju delfinov. Kako pogosto pa lahko vidimo v slovenskem morju delfine? Načeloma delfini uporabljajo slovensko morje neprestano, se pravi ves čas. Nazadnje smo jih videli včeraj zvečer, predtem prejšnji torek. Malo je s tem povezano tudi to, koliko pogosto smo na terenu, kakšne pogoje imamo, kakšno je vreme. Ampak načeloma delfini se v našem morju pojavljajo vsako leto, v vseh mesecih leta, tako da niso nekaj nenavadnega. Lahko govoriva o številu, koliko jih je, pa tudi kadar jih opazimo, koliko jih je v skupini? Torej, to območje uporablja nekje med 40 in 100 delfinov letno. Ta številka se pač med leti malo giblje, čisto v povezavi s tem, kako delfini uporabljajo svoje območje bivanja, kako se njihov plen giblje in tako naprej. V skupinah pa lahko opazimo vse od praktično enega samega delfina do preko 50 živali. Za katero vrsto gre to, ki jo lahko vidimo v slovenskem? Gre za vrsto velika pliskavka. To je edina vrsta, ki stalno živi v severnem Jadranu in je tudi ena izmed najbolj pogostih vrst v Sredozemlju. O delfinih je veliko stereotipov, veliko so temu doprinesli različni filmi. Kakšne živali pravzaprav so delfini? Ja, jaz bi rekel zelo zanimive, v marsičem zelo podobne tudi nam, pa vendar zelo drugačne. Včasih jim pač pripisujemo nekatere človeške lastnosti, ki jih morda nimajo, morda imajo, res zelo različno. Pač ponavadi si jih predstavljamo kot neke, živali, ki so vedno razigrane, ki se vedno hočejo družiti z ljudmi, pa ni vedno tako. Pač včasih jim gremo ljudje na živce, hočejo stran, hočejo imeti svoj mir. Včasih so lahko agresivni, bodisi drug do drugega, bodisi do drugih vrst. Včasih, v redkih primerih tudi do ljudi, ampak je to ponavadi povezano s kakšnimi delfini, ki so na nek način izločeni ali pa izobčeni iz svoje redne družbe in potem začnejo iskati družbo ljudi. Problem se pa potem stopnjuje, ko ljudje to še potencirajo, skušajo plavati s temi živalmi in takrat lahko potem pride do kakšnih agresivnosti in kakšnih nesreč. Kako pa je organizirana njihova družba, družina? Torej pri tej vrsti, pri veliki pliskavki gre za tako zelo fluidno družbo, kjer se skupine neprestano mešajo, razpada na več manjših skupin, se čez nekaj časa spet združijo v kakšno večjo.
delfini odhajajo iz skupin in se pridružijo kakšni drugi, pa se spet vrnejo. Spravi, gre za neko konstantno mešanje skupin. Je pa res, da opažamo neka stalnejša oziroma trdnejša prijateljstva med posameznimi delfini in da so nekatere enote, recimo temu socialne enote, trdnejše in da so ti delfini skoraj ves čas skupaj. Medtem ko pri nekaterih drugih vrstah delfinov imamo tudi matriarhalno ureditev, recimo pri orkah, ki so tudi delfini, je vodilna glavna samica in potem so v skupini še njene hčerke in pa potem njeni vnuki. Slogan vašega društva je Ohranimo delfine v slovenskem morju. Kako ogrožen pa je in na kakšen način vaše društvo deluje? Ja, do pred 10 leti se delfine nekako ni sploh obravnavalo kot stalni del slovenske favne. Danes vemo, da so stalno prisotni. Zdaj, kako ogroženi so samo v slovenskem morju, je težko govoriti, ker so seveda ti delfini del večje severnojadranske populacije, na katero pa je kar veliko pritiskov, ne? Od onesnaževanja do potencialnega pomanjkanja hrane zaradi prekomernega ribolova, občasno zapletanje v ribiške mreže in pa tudi velik problem poleti, pomorski promet in s tem povezan podvodni hrup. To je predvsem ob naši obali velik problem in zato je ena izmed stvari, ki jo skušamo doseči, da čim več ljudi nekako ozaveščamo in izobražujemo o tem, kako se primerno in odgovorno vesti na morju, kadar srečamo delfine, ker že s tem lahko zelo, zelo veliko teh negativnih vplivov ublažimo. Ne. Kako pa se moramo vesti torej? Kot prvo, da se ne skušamo zaganjati v skupino delfinov, da se jim približamo počasi, od strani, da jih ne podimo, da ne prihajamo od spredaj ali pa od zadaj. Najboljše je plovilo ustaviti in celo ugasniti motor. In če bodo delfini želeli, se bodo tako in tako sami približali plovilu. Če tega ne bodo želeli, pač jih tudi z nasilnim približevanjem do tega ne bomo pripravili. Ne. Tako da nekako pri tem gre za za nek zdrav razum. No. Da žival opazujemo spoštljivo, z razdalje, brez nekih nasilnih načinov približevanja. Kako vi, vaše društvo, opazujete delfine, kadar ste na morju, tako kot zdaj mi? Torej, skušamo najprej s čolnom sledimo določenim, vnaprej določenim, recimo temu potem oziroma rutam in delfine skušamo najti s pomočjo prostega očesa in pa s pomočjo daljnogledov. In če se delfine najde, se jim potem pač počasi približati, kot sem prej omenil, od strani in počasi. In pri tem tudi opazujemo, kako se delfini odzivajo na našo prisotnost. Včasih pridejo sami do čolna in nas pogledati, včasih se držijo bolj daleč. In ponavadi je tako, da skupino fotografiramo, da vemo, kdo je bil kdo v skupini, zabeležimo informacije o času in lokaciji, kjer smo jih srečali, koliko je bilo mladičev in tako naprej, kako so se vedli oziroma kaj so počeli. In v večini primerov potem kar hitro jih potem spet pustimo pri miru in gremo naprej. So pa trenutki, ko so tudi sami dobre volje in razigrani in takrat smo lahko z njimi tudi dlje. Opazujete pa jih ne samo na morju, imate tudi na kopnem opazovalnico? Tako, delamo dejansko v dveh ekipah. Ena je na plovilu, druga je na kopenski opazovalni točki, ki je visoko nad vodno gladino in se vidi kar daleč. In tako, da se obe ekipi dopolnjujeta in tudi z obalne točke delfinom potem sledimo, če jih najdemo, sledimo njihovim premikom z obale in opazujemo njihovo vedenje z obale. No, pridružili se bomo tudi ekipi na kopnem.
Ana, kako poteka opazovanje delfinov s kopnega? Mi imamo ekipo, ki se razdeli na dve skupini. Ena opazuje delfine z te strani, druga gleda proti Punti, potem še nekdo pa opazuje Piranski zaliv. Na ta način si zagotovimo, da imamo celotno območje pokrito. In potem počasi z daljnogledi opazujemo morje in gledamo pa, če so delfini slučajno kje pojavijo. Na kakšen način jih opazite? Je to zmeraj poskakovanje delfinov iz vode ali je včasih tudi precej neopazno? Včasih so tudi lahko zelo težko jih opaziti. Ne skačejo vedno iz vode, včasih recimo lahko potujejo ali delajo daljše potope. Sploh recimo, če se pojavijo zelo daleč, se praktično skozi daljnogled vidi samo pikica, ki pride na površje in se potem zopet potopi in pride na površje na drugi točki in se potem zopet potopi. Tako da je treba imeti kar nekaj prakse, da dejansko lahko potem tudi na daleč delfine opazi. Kako dolgo pa ponavadi opazujete, kako dolgo vztrajate? Po 2 uri naenkrat smo pa tukaj 4-krat na dan, 2-krat opoldne in 2-krat popoldne. Vmes pa opravimo kakšno pavzo, s tem, da če so delfini vmes tukaj, če opazimo delfine, smo lahko tudi po 5 ur skupaj. Takrat je pa treba tudi več stvari zabeležiti in takrat jim tudi sledimo s to napravo tukaj, tudi litom. Kako deluje ta naprava? Pokažem. To je naprava, ki sicer uporabljajo geodeti, ampak mi lahko z njo dejansko določimo točno pozicijo delfinov. Tukaj notri so 2 krožnici, ena tukaj in ena tukaj. In notri so označene stopinje. Na podlagi tega, ker mi poznamo tukaj eno točko in drugo točko, za katero imamo točno znane pozicije, lahko potem določimo 3. točko, ker so delfini, in za njih potem kasneje izračunamo pozicijo. Na ta način lahko tudi s kopna spremljamo njihovo gibanje. Takole pri opazovanju vam lahko pomagajo tudi drugi, tudi ljudje. Ja, to je zelo zaželeno, da kadar ljudje opazijo delfine na morju, da nam to tudi sporočijo na našo društveno številko ali pa nam pošljejo mail. Tako da pozivamo vse ljubitelje morja in ljudi, ki radi jadrate, da nas opozorite na delfine, kadar jih srečate na morju. Morda navodilo, kako pa jih lahko opazijo, kje najpogosteje? Zdaj, najpogosteje je težko rečemo, ker tudi mi sami ne vemo, kje se delfini najraje zadržujejo. Zelo pogosto jih opazimo tukaj okrog Piranske Punte. Imamo 2 taki skupini delfinov, ki v različnih časih uporabljajo to območje. Smo že opazili, da imamo eno skupino, ki zelo rado zjutraj ob jutranjih urah uporablja to območje okrog Punte, eno pa bolj v večernih urah. Drugače pa so povsod po našem Slovenskem morju in tudi to z neko zagotovostjo težko povemo, kje jih bomo našli. Vaše društvo pa organizira tudi tabore, na katere povabite ljudi in jih naučite opazovanja. Organiziramo poletne raziskovalne tabore. Mesta so pravzaprav letos še nekaj prostih mest, tako da pozivamo tudi tiste, ki se nam želijo udeležiti za 10 dni raziskovanja. Imamo še prosta mesta, tako v bistvu v juliju, juniju in avgustu, pa celo v septembru še. Tako da celo poletje smo tukaj, delamo in pozivamo ljudi, da pridejo k nam, če se želijo udeležiti in videti, kako izgleda naše raziskovalno delo. Ribnik je velik nekje 17 kubikov vode. Nastajen je bil 3 leta. Živali v njem so kojkrapi, en je seter, krapov je 10 plus 2 prirastka od lani. Noter najdemo tudi kakšne žabice, potem kačje pastire in tako dalje. Pač vse, kar živi v vodnem svetu. Kojkrap je okrasna riba, izhaja iz Japonske. Obstaja v različnih barvnih različicah. Starost doseže nekje do 30 let, velikost do 1 metra, 15 kg ali pa mogoče tudi več. Je ena izmed najbolj priljubljenih rib v ribnikih, je pa res, da rabi
Primerno velikost ribnika, primerno filtracijo, primerno globino in dovolj kisika. V tem ribniku je noter čepalka z pretokom 12.000 litrov vode na uro, dva kar primerno velika filtra plus en velik rastlinski filter, ki pa omogoča tisto optimalno, da ribe lahko pač normalno živijo. Glede na to, da je ta ribnik nekje 17 kubikov, noter je 10 krapov, nekaj verjetno še bo drsta, tako da kaj več ne bi dajali noter. Je pa res, da se pravi, ribe zrastejo zelo velike in potem je lahko to prenasičeno in nastanejo problemi. S čim jih hranite? Hranimo z posebno hrano za krape, to so plavajoči briketi. Riba načeloma ni preveč zahtevna, če so vsi pogoji izpolnjeni. Ljudje smo običajno poletja zelo veseli. Vročina in visoke temperature pa so za pse skoraj neznosne. Prav zato moramo v teh mesecih zanje še toliko bolje poskrbeti. Poglejmo kako. Se pravi, mesojede živali, te naši mali ljubljenčki, in tu lahko rečemo tudi za pse in za muce, imajo eno veliko težavo, kar se tiče hlajenja, in to predvsem zaradi tega, ker nimajo žlez znojnic, tako kot človek. Pri živalih tega ni, se pravi, se hladi samo izključno preko jezika. Mogoče malenkost, tudi preko tačk med prsti, ena malenkost teh znojnic, ampak večinoma preko jezika. Zato poleti v teh vročih mesecih vidimo živali z odprtimi gobčki, z pospešeno frekvenco dihanja, z dolgimi jeziki, obešenimi ven, ki se ponavadi tudi slinijo, ker zaradi te vlage in kri, katera poteka po jeziku, se pač takrat hladi. Vemo, da to je sicer ena vrste hlajenje, primerno za normalno življenje, nikakor pa ne za tiste povečane potrebe. Zato je potrebno zelo, zelo paziti, da jih ne izpostavljamo direktni sončni svetlobi za dalj časa, vročini in podobnemu. Se pravi, vsekakor morajo bivati v vročih poletnih dneh čim bolj v senci. Zelo nevarne situacije se pojavljajo v avtomobilih, kjer dostikrat iz lastnih izkušenj vam lahko povem, ker imamo dosti takih primerov vsako leto. Ljudje enostavno skočijo v trgovino, kužka pustijo v avtomobilu, sicer odprejo okna in vse ostalo, ampak vemo, da je avto lahko že po 10-15 minutah pregret, fejst. In ta kužek je izpostavljen temperaturi tam 40-50 stopinj, 15-20 minut je lahko že za njega usodno. Če ni pravi čas potem pri veterinarju in če ni pravočasno nudena ustrezna pomoč, je ponavadi po njem. Teda te stvari grejo zelo, zelo, zelo hitro. Tudi mogoče eno opozorilo še, avtomobile, ko pustimo žival v avtu, pustimo v senci, pa nas ni pol ure, v tem času sonce zamenja svojo lokacijo in je avto že na soncu in nas bolj preseneti. Najprej opazimo seveda maksimalno odprt gobček in jezik ven, prestrašen pogled in frekvenca dihanja je maksimalna, tako da trebušček se premika zelo, zelo hitro. In tudi jezik postaja ponavadi plav. Žival obleži in če bi takrat uspeli izmeriti telesno temperaturo, bi videli, da je šla temperatura na 42 in čez. To je seveda logično tudi za človeka in prav tako za žival smrtno nevarno, se pravi, je prvi ukrep. Najprej moramo žival ohladiti in seveda istočasno tudi poiskati pomoč pri veterinarju. To ne pomeni, da sedaj namočimo v hladno vodo, ker bo to prevelik šok, ampak zavijemo v eno rjuho, namočeno v vodo, in potem tisto rjuho tudi polivamo z vodo in na tak način hladimo in čim prej poiščemo pomoč pri veterinarju. Veste, posledice pregretja živali so ponavadi drastične. Pride do sprememb na eritrocitih v krvni sliki, do nepopravljivih pogosto, tako da če tu zamudimo, je dostikrat usodno za našo žival. Zato bolje je, da že preventivno računamo na možnost zapletov vročinskih in ne izpostavljamo živali vročini. Prvi ukrep. Najprej moramo žival ohladiti in seveda istočasno tudi poiskati pomoč pri veterinarju. To ne pomeni, da sedaj namočimo v hladno vodo, ker bo to prevelik šok, ampak zavijemo v eno rjuho, namočeno v vodo in potem tisto rjuho tudi polivamo z vodo in na tak način hladimo in čim prej poiščemo pomoč pri veterinarju. Sprehodi. Sprehajamo zgodaj zjutraj in pa pozno zvečer, v tistih hladnejših urah. Tudi jedo, ne tako kot v zimskih mesecih,
ne rabimo jih siliti za hrano, jedo ponavadi samo pozno zvečer ali pa res zgodaj zjutraj. Ne. Tudi tisti, ko hrano nastavijo v posodice, morajo vedeti, da je hrana lahko pokvarljiva, razen če je res v briketih. Enako velja za vodo, voda zelo hitro postane postana. Moramo skrbeti, da imajo skozi zalogo sveže vode, ker dehidracija zaradi pomanjkanja vode je tudi zelo hitra v poletnih mesecih. Mogoče, če samo eno stvar še omenim, tudi iz izkušenj, tudi ko se odpravljamo na morje ali pa na eno pot, vedno izbiramo zgodaj zjutraj ali pa po noči, če imamo žival zraven. Marsikdo bo rekel, saj imamo avtomobile s klimatsko napravo in tako dalje. Res je, ampak lahko pride do zastojev na cesti in tudi klimatska naprava se pokvari v avtu, ker je obremenjena v tistih zastojih. In takrat so živali spet zelo na udaru. To se tudi dogaja v poletnih mesecih na avtocestah, hrvaških pogosto, ko je prišlo do zastojev in zaradi tiste vročine klimatske naprave niso delali in ljudje se enostavno niso mogli umakniti, ker se nimaš enostavno kam umakniti z živaljo in jo zaščititi pred vročino. Učenci 5. B razreda osnovne šole Toneta Čufarja iz Maribora so tudi za današnjo oddajo pripravili bolj ali manj znana dejstva o živalih. Prisluhnite jim. K ogledu naše oddaje pa ste ponovno vabljeni čez teden dni. Se vidimo. Aljaž, pa ti veš, kaj o raci? Ja, vem, da spadajo v družino ptic. Pa ti znaš ločiti racaka od race? Ja, vendar ne tako točno. Racak ima pisano perje, ima modro-zeleno glavo in sivo rjav trup. Raca pa je večinoma rjave barve. Zanimivo. Veš, koliko tehta ta raca in racak? Ne, tega ne vem. Racak lahko tehta do 1730 gramov in je lahko visok do 60 cm. Raca pa lahko tehta do 1380 gramov in je lahko visoka do 50 cm. Zanimivo, tega nisem vedel. Pa veš, kje je raci naravni dom? Ja, njen naravni dom je vendar mlaka. Si vedel, da raco prištevamo tudi med tiste ptice, ki zraven letenja lahko tudi plavajo? Ja, to sem nekje že slišal. Pa veš, kaj je raca? Ja, seveda. Raca je žuželke, žitarice in včasih tudi kruh. Si vedel, od kdaj do kdaj lovci lahko lovijo raco? Ja, mislim, da od 1.9., vendar ne vem do kdaj. Lahko jo lovijo od 1.9. do 15.1. Zanimivo. Si vedel, da je v enem obdobju leta racak dosti bolj pisan od race? Ja, vedel. To sem vedel. In to je verjetno v obdobju parjenja. Veš, da nas je na šoli obiskal lovec Matija? Ja, vem. Veš, da mi je povedal, da ima raca približno 5 cm dolg kljun. Zanimivo. Sedaj pa da ti postavim še eno vprašanje. Ali ima racak kaj daljši kljun od race? Ja, mislim, da. Ne, lovec mi je povedal, da se dolžina kljuna pri racaku in raci ne razlikuje. Pa veš, kako se oglaša raca? Ja, to pa vem.